Gospod Pirnat, mogoče najprej za začetek, kaj pravzaprav pomeni ta odločitev Ustavnega sodišča v smislu morebitnega nadaljevanja tega postopka. Zdaj, različne teorije so tu, ali vi stojite na stališču, da gre za izredno pravno sredstvo in da se zadeva ni zastarala 17. avgusta oziroma Ja, jaz stojim na tem stališču. Zdaj, seveda, tu je možna razlaga, kaj ustavna pritožba pravzaprav je, ampak menim, da in to tudi iz ločenega mnenja kolegice Sovdat, torej sodnice Sovdatove, izhaja, da gre pravzaprav za uporabo tega instituta dveletnega. To se pravi izrednega pravnega sredstva. V bistvu je, da se uporabi določba, ki velja za izredno pravno sredstvo. Ja. Zdaj, glede na vsebino, v bistvu, mislite, da pravzaprav je še to case pravni ali to bistveno spreminja standarde dokazovanja in bi imel, recimo, če bi se tožilstvo odločilo, da nadaljuje ta postopek, kakšne možnosti bi pravzaprav imelo glede na vsebino odločbe Ustavnega sodišča? Ja, torej, to je seveda ravno tisto, kar je najtežje ugotoviti. Kar iz odločb Ustavnega sodišča jasno izhaja, da mora biti zdaj v tovrstnih kaznivih dejanjih natančno ugotovljena dejstva, ki kažejo na ravnanje obdolženca o sprejemu oziroma oddajanju obljube nagrade. In zdaj, seveda, tisto, kar je Ustavno sodišče posebej povedalo, je, da na to dejstvo obljube nagrade ni mogoče sklepati se konkretizacijo drugih dejstev, ampak da mora biti prav ravnanje obdolženca tisto, ki ga je treba ugotoviti. Zdaj, to je po mojem mnenju zelo visoka zahteva. Visoka zahteva, ker terja, da se izkaže bodisi njegove besede, njegova konkludentna ravnanja, ki kažejo na to, da je sprejel nagrado. Ne more se na to sklepati že nadaljna dejanja oziroma nadaljna ravnanja. In jaz ne vem, ali je to sprememba oziroma ali bo to povzročilo spremembo sodne prakse glede tovrstnih kaznivih dejanj, ker nisem strokovnjak za kazensko pravo. Gotovo pa so vsa redna sodišča sledila eni drugi razlagi. Torej, da je to dejstvo oziroma dejstvo, da je prišlo do sprejema obljubljene nagrade, dovolj, da se nanj sklepa iz drugih okoliščin, ki so povezane v cel kontekst. Gre za tako indično sodbo? Ne nujno indično. Torej, način dokazovanja s posrednimi dokazi je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ali je dejstvo, da je bila obljuba nagrade sprejeta, lahko konkretizirano s tem, da je konkretno ugotovljeno, kaj je se dogajalo v drugih okoliščinah. Res pa je, da je to relativno tesno povezano s problemom indičnega odločanja. Tisto, kar najbrž je različno, veste, je v temle. Zdaj, tudi če gre za posredni dokaz, mora vendarle ta posredni dokaz biti tak, da kaže, ja, obdolženec je s tem izjavil, da sprejema nagrado, je drugače ravnal, je pokimal, karkoli takega, na kar je mogoče sklepati, da je sprejel nagrado. Očitno ne zadošča, da vsa druga ravnanja pa že sklepajo, oziroma omogočajo sklepanje, da je na nek način sprejel nagrado. To je tista razlaga, ki jo je zdaj sodiščala. Jaz mislim, da posledično to pomeni pri tovrstnih kaznivih dejanjih, ker gre za neko obljubo, nagrado, obljubo koristi, se podkupnina je isto, sem malo drugačni znaki, pravzaprav za relativno visoko zahtevo. Zdaj, najbrž je ravno to tisto jedro tega kaznivega dejanja, ki je pomembno, ampak res pa je, da je najtežje ugotovljivo. Zdaj, to se pravi, če strnemo nekako, je malo možnosti, da bi
tudi če sledimo temu, da je zastaralni rok še 2 leti do 2017, je malo možnosti, da bi tožilstvo oziroma sodišče v tem konkretnem primeru lahko dokazalo v bistvu krivdo glede na razlago in da je več element ta postopek končan v bistvu za te, ki so bili v tem procesu obsodeni. Zdaj, to je stvar dejstev primera, ki jih jaz ne poznam. Jaz vseh tistih dolgih sodb prejšnjih sodišč, jaz sem šele te odločbe prebral Ustavnega sodišča. Ne vem, težko ocenim, ampak domnevam, da bi najbrž, če bi bilo mogoče res konkretizirati prav način, kako je obdolženec sprejel oziroma drugi obdolženec ponudil nagrado, bi to sodišča že navedle. Jaz menim, da najbrž ne bo mogoče priti do obsodilne sodbe v tem primeru. Zdaj, glede na to, da je šlo za 3-stopenjsko sojenje, okrajno, višje, pa vrhovno, a bo to verjetno, vi ste že rekli, da bo to vplivalo na sodno prakso, to vsekakor. Nedvomno, ja. Ampak kakšne posledice za cel sodni sistem ima glede na odmevnost primera in glede na vse te zadeve, ki so se dogajale v tem? Jaz mislim, da je to nepotrebno medijsko pripisovanje enemu primeru. Veste, takih primerov, kjer Ustavno sodišče začrta neko novo sodno prakso, torej nisem strokovnjak za kazensko pravo, ampak na pravnem področju je cel kup. Je pač začrtalo neko novo sodno prakso in da je treba slediti tisti sodni praksi. Jaz mislim, da to ni nič usodnega, nasprotno, zato Ustavno sodišče obstoji in je to samo hvalevredno. Celo, če se redna sodišča s to sodno prakso ne strinjajo. Zdaj, sodna praksa se tudi spreminja, lahko se potem obrne spet drugače. Ampak nikakor pa ne smemo zdaj tej zadevi samo zaradi njene odmevnosti, zaradi Janše in morda tudi drugih soobdolženih, nekako povečevati pomen, ki ga ima. Ne gre za neko ravnanje rednih sodišč, ki bi bila čisto drugačna, kot bi jasno terjal zakon. Ustavno sodišče se je pač postavilo na stališče, da je tu treba konkretizirati prav ta znak dejanja, sprejem obljube in jaz menim, da razen tega, da bo to usmerilo sodno prakso, drugam težko lahko rečem karkoli drugega. Zdaj, ljudje bodo pa seveda interpretirali na zelo različne načine. Dobro, jaz bi se vam zahvalil za ta kratek pogovor. Sej, kaj več ne moram narediti. Ja. Hvala lepa. Dobro, nekaj je.